Vložitev zahteve za sklic nujne seje dveh odborov Državnega zbora smo časovno, zavestno umestili v teden, ko smo praznovali državni praznik, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. In še danes smo natančno 8 mesecev po sprejemu etičnega kodeksa za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije. Najmočnejše orodje parlamentarcev je beseda. Besede imajo neverjetno moč. Vse naše izgovorjene besede predstavljajo odtis, ki ga vsak dan znova in znova pustimo v svetu. In te besede določajo, kako nas drugi sprejemajo in določajo to, kdo smo. Besede imajo neverjetno moč. In če so primerno izbrane, lahko naredijo veliko dobrega. Ja, veliko dobrega. Zakaj torej ne bi izgovarjal besed, ki navdihujejo, besed, ki ne tlačijo, besed, ki vzbujajo hrepenenje, besed, ki ne ubijajo? Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, ki so našo pobudo Nove Slovenije, razumeli kot pomembno za naš čas in pobudo tudi vsebinsko dopolnili. To so poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, z nami je kolegica Alenka Jeraj, poslanska skupina Stranke modernega centra, z nami je kolegica Mateja Udovč, Slovenska nacionalna stranka in poslanska skupina Italijanske in Madžarske narodne skupnosti. K sopodpisu smo povabili vse poslanske skupine. Socialni demokrati, SAB in Desus so nam odgovorili. LMŠ in Levica nam niso odgovorili. Spisali in podpisali smo zahtevo za sklic nujne seje odbora za pravosodje in odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. S točko dnevnega reda stopnjevanje sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizacijam na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora. Gospe in gospodje, v zadnjem obdobju se v naši družbi vse bolj pogosto pojavljajo pozivi k izključevanju, sovražnosti ter celo napadi na organizacije ali posameznike. Tovrstni napadi izhajajo iz sovražnosti zaradi drugačnega prepričanja, drugačnih vrednot ali drugačnega svetovnega nazora sodržavljanov. Pri tem zaznavamo, da se resnost teh napadov nevarno stopnjuje ter prehaja od besednega izključevanja in sovražnosti do fizičnih napadov na posamezne objekte, v katerih posamezniki ali organizacije delujejo, ter celo neposredno na osebe, naše sodržavljane. Izkazovanje sovraštva v javnosti z uporabo simbola enega najbolj zavržnih totalitarnih sistemov v zgodovini, nacističnega kljukastega križa, se je v zadnjem obdobju začelo že s protivladnimi protesti, ki so kljub zahtevni epidemiološki situaciji dolgo obdobje potekali vsak petek tukaj v Ljubljani. Mirni protesti proti vladi, katerikoli vladi, sami po sebi niso problem. Na navedenih protestih pa je bilo zelo pogosto mogoče opaziti nasprotovanje vladi simboli prečrtanega nacističnega kljukastega križa. Iz tega simbola jasno izhaja oznaka, s katero protivladni protestniki aktualno vlado Republike Slovenije oziroma vladno koalicijo označujejo kot nacistično totalitarno oblast. Primerjava demokratično izvoljene vlade znotraj sistema slovenske ustavne demokracije z enim od najbolj zavržnih totalitarnih sistemov, ki je povzročil smrt več milijonov nedolžnih žrtev, je povsem nedopustna ter evidentno zlonamerna. Namenjena je spodbujanju sovražnosti proti političnim tekmecem na način, da se jim pripiše lastnosti nacističnega sistema ter se jih tako povsem diskreditira. Ob tem velja poudariti, da je taka primerjava najbolj žaljiva prav do žrtev, ki
ki so trpele zaradi grozot nacistične oblasti, saj se tako povsem relativizira zla dejanja tega totalitarnega režima. Mi ne želimo biti politično sodišče, tudi to ni namen zahtevane seje. Naša naloga pa je, da budno spremljamo dogajanje v družbi in na negativne, sovražne pojave pravočasno in učinkovito odreagiramo v skladu z našimi pristojnostmi, predvsem pa z našim zgledom. Želim si, da bi iz besednjaka parlamentarcev, slovenskih parlamentarcev, enkrat za vselej izginile besede, kot so fašisti, kriminalci na oblasti, kriminalna združba, golazen in tako naprej. Dovolite, da na kratko preletim predloge sklepov, ki se bodo morda tudi tekom razprave še dopolnjevali. Odbora obsojata vse primere izražanja, spodbujanja in izvajanja dejanj ekstremističnih skupin, ki so spodbujena z diskriminatornimi motivi, sovraštvom, nestrpnostjo ali nasiljem zoper določeno osebo ali skupino oseb na podlagi njihove narodnosti, rase, verskega ali političnega prepričanja in drugih osebnih okoliščin. Drugič, odbora priporočata pristojnim državnim organom, naj posebno pozornost posvetijo raziskovanju in preprečevanju pojavov ekstremizma, ekstremističnih skupin in z njimi povezanega nasilništva. Tretjič, odbora priporočata organom pregona, naj pri svojem delovanju med glavne prioritete umestijo tudi primere nedovoljenega delovanja ekstremističnih skupin zoper življenje, osebno varnost in dostojanstvo, premoženje ljudi ter ustavno ureditev države. In četrtič, odbora zaradi pojavov ekstremizma in delovanja ekstremističnih skupin in s tem povezanega nasilja, ki predstavljajo tveganje za varnost ljudi in premoženja, državno varnost in za demokratični ustroj družbe, predlagata vladi, da preuči potrebo po spremembah zakonodaje z področja kazenskega prava, javnega reda in miru, medijev in spletnih družbenih omrežij. Toliko za uvod, hvala lepa za vašo pozornost, zdaj pa predajam besedo kolegici Alenki Jeraj. Hvala lepa, lep pozdrav. V Slovenski demokratski stranki že leta dobivamo različne grožnje, žalitve in tako naprej, še posebej naš predsednik, gospod Janez Janša. Verjetno se spomnite grožnje policista, ki je zaradi tega, ker je grozil takratnemu predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, izgubil službo, vendar ga je potem naslednja ministrica ponovno zaposlila v policiji. Če nekdo želi danes postati policist in bi v svojem dosjeju imel tako grožnjo zapisano, nikoli ne bi mogel postati policist. In ocenjujemo, da če do take grožnje pride, tudi nikoli več ne bi smel biti policist in nositi orožje, če je komurkoli grozil smrtjo. Mi ocenjujemo, da se je nestrpni govor ali pa označevanje začelo z naslovnicami Mladine, ki pred desetletjem, pred 20 leti niso bili obsojeni. Obsodili so jih le redki posamezniki, nikoli pa kreatorji javnega mnenja in organi pregona, pač pa se je to toleriralo kot medijsko svobodo in tako naprej. Če tega ne zaustaviš, seveda so stvari vedno hujše. In kot sem razpravljala na eni seji, postavili smo tak standard očitno, da se sme politiku risati Hitlerjeve brke, da se ga sme oblačiti v nacistično uniformo in podobno. In iz tega poniževanja in norčevanja so zadeve danes ušle popolnoma iz rok. Tu ocenjujem, da nosi krivdo tudi tožilstvo in organi pregona. Spomnili se boste primera napisa Smrt janšizmu, ko tožilstvo tega ni obsodilo, pač pa napotuje na zasebno tožbo in obenem pravi, da to ni grožnja smrtjo določeni osebi, ampak da je to neka abstraktna zadeva, nekemu sistemu, ki ga nihče do zdaj ni definiral razen z lažmi. Na to sem opozorila generalnega državnega tožilca Šketo, da bodo tudi oni so krivi, če se bodo grožnje stopnjevali in če se bo na koncu tudi komu zares kaj zgodilo.
Če se spomnite, so bili na protestih najprej 3 transparenti z napisom Smrt janšizmu, nato pa na 10 in vsakič več. Nov absurd gledamo te dni, povezan z ministrom Hojsom, ki je torej na zapis, da je pes, ki ga je treba likvidirati. Tožilka zapisala, da to ne predstavlja resne grožnje, še več to opravičuje in sicer z besedami, čeprav je komentar provokativen, je bil situacijsko pogojen in je odražal osebno notranje prepričanje osumljenca v zvezi z načinom delovanja, torej zaradi nestrinjanja s trenutnim načinom izvajanja vladajoče politike. Sprašujem se, kaj si ta tožilka misli? Tudi s katero drugo vladajočo politiko se kdo v preteklosti ni strinjal, pa ni pisal, da je zato treba nekoga likvidirati. To so absurdne situacije in, kot sem povedala, če se ne preganjajo, je vsakič hujše in manj obvladljivo. V zadnjih mesecih gledamo napade na uslužbence Ministrstva za kulturo, na ministra Simonitija in njegove sodelavce pod pretvezami nekih kulturnih performansov, ki niso nič drugega kot grožnje smrtjo. Sprašujem, če bi bilo tam napisano vaše ime, polito z rdečo barvo, ali bi se počutili dobro in to vzeli kot kulturni performans, ali morda kot nekaj drugega. Mi to vidimo in razumemo kot grožnje smrtjo. 30. januarja 2021 so neznanci na fasado objekta, v katerem ima svojo ordinacijo naša članica, zdravnica in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte, narisali kljukaste križe. Kot je bilo povedano, ves čas se nas označuje s fašisti, nacisti in tako naprej in očitno se potem to nekdo to naredi in take kljukaste križe nariše na neko zasebno stavbo. Podobno smo imeli cel kup zapisov in poškodb fasade na Ministrstvu za kulturo, doma pri ministru Vasku Simonitiju. Torej, ali bomo čakali, da bo nekdo odvrgel bombo, kot je bilo to v primeru sodnice Turkove, ali bomo čakali, da bo dejansko nekdo umrl. V preteklosti, po mojem, ali pa vsaj zadnji čas, nismo upravili razprave o tem, kar se dogaja. Glede na to, kar se dogaja, bi pričakovali, da bodo sodniki razpravljali o tem, kako preprečiti, kaj narediti. Da bo tožilstvo se pogovarjalo o tem, policija. Razprave naj bi potekale v parlamentu, še največ morda tukaj potekajo. Nobene pogovorne oddaje na RTV, kaj to pomeni, kam to pelje. Pri nas pa tišina, ker se očitno grozi pravim in na to ni treba reagirati. V SDS pravimo, da je vsako grožnjo potrebno resno obravnavati. Grožnje smrtjo državnih funkcionarjev se mora začeti preganjati po uradni dolžnosti, ne več na predlog oškodovanca. Tako so zadeve urejene v tujini. Tam nekdo, ki je predsedniku vlade grozil smrtjo, je obsojen brez nadaljnega. Pri nas pa tožilstvo opravičuje namesto, da bi ukrepalo. Zato smo tudi mi podpisali pobudo, da o tem razpravljamo v Državnem zboru. Si pa želimo, da se korenito stvari spremenijo in da te stvari preprečimo, da se ne bodo samo stopnjevale, ampak da jih zaustavimo, ko je, upajmo, še pravi čas. Kolegica Mateja. Spoštovani, današnjo konferenco, novinarsko konferenco smo organizirali predstavniki različnih političnih strank, kateri imamo različne poglede na družbena dogajanja in predvsem različne vrednote. Pa vendar imamo tudi precej skupnih točk. Prepričani smo, da se moramo pri resnih družbenih problemih poenotiti in skupaj odločno odreagirati. Danes družbeno opozarjamo na najrazličnejše oblike sovražnosti in izključevanja, ki smo jim pričali v zadnjem času. Gre za resne in skrb vzbujajoče oblike nestrpnosti in družbenega izključevanja. Ta dejanja in te pojave v Stranki modernega centra ostro obsojamo. Ena izmed temeljnih vrednot Stranke modernega centra je namreč družbena odgovornost.
In če si želimo družbene odgovornosti, odgovornega ravnanja in delovanja, moramo vrednote, kot so strpnost, solidarnost, družbena vključenost, sočutje, poštenost, zaupanje, postati temelj družbenega delovanja. Ne smemo biti samo lepo zapisati besede. S pojavom ekstremizma, ki se v zadnjem času čedalje pogosteje pojavlja, te vrednote izgubljajo svoj pomen in težo. V določenih primerih pa so celo podteptane. Če ne bomo odločno odreagirali in bomo takšne oblike zavržnega delovanja le mirno opazovali, jih bo družba pričela sprejemati kot nekaj povsem normalnega, običajnega. Naše sporočilo je jasno. V naši družbi ni prostora za nobeno obliko ekstremističnega nasilnega delovanja in za nobenega, ki v imenu svoje resnice odreka pravice do resnice drugega. Zato vse to obsojamo, odločno obsojamo. Kot liberalna stranka zagovarjamo enakopravnost, enake možnosti in medsebojnega spoštovanja vsakega posameznika in vseh družbenih skupin. Pa naj bodo to predstavniki istospolnih partnerjev ali pa predstavniki verskih skupnosti. Ko zagovarjamo enakost, jo moramo enako zagovarjati za vse. Ko moramo enako obsoditi vse oblike ekstremističnega delovanja in z njim povezanega pojava skrajnega radikalizma. Skrb vzbujajoče je tudi naraščanje antisemitizma, ki si celo televizijski voditelji dovolijo sovražne nastrojenosti proti Judom ali rasne nestrpnosti. Odločno obsojamo risanje vseh nacističnih simbolov na plakate poslancev in druge objekte, risanje, uničevanje javne lastnine in vdor v posameznikovo zasebnost. Zaman čakamo, da bi taka početja enotno obsodil celotni politični prostor. Nasprotno, iz tega se naročujejo celo posamezni novinarji. Ne delimo vsi enakih pogledov na svet. Kaj pa loči najuspešnejše družbe od ostalih? Strpnost in nedotakljiv prostor svobode. Različnost nas bi v resnici morala bogatiti. Še vedno imamo priložnost, da zaustavimo vse našteto in še več. Še vedno imamo priložnost, da stopimo korak nazaj in da na sovraštvo prenehamo odgovarjati sovraštvu. Le tako bomo izstopili iz tega začaranega kroga. Prav zato smo zahtevo za sklic seje na temo stopnjevanja sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizaciji na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora so podpisali. Človekovo dostojanstvo mora ostati standard ravnanj naše države. In še enkrat, v naši družbi ni prostora za nobeno obliko ekstremističnega nasilnega delovanja in za nobenega, ki v imenu svoje resnice odreka pravice do resnice drugih. In še nekaj. Danes smo mi, jutri ste na našem mestu lahko vi. Hvala lepa.